Ste vedeli, da današnje jabolko vsebuje manj hranil kot jabolko pred desetletji? In da zelenjava, ki jo jemo vsak dan, pogosto raste v zemlji, ki je vedno bolj prazna? Ko vedno znova na istem polju gojimo isto rastlino in se zgodi nekaj preprostega, ampak hkrati zelo nevarnega. Ta rastlina ima vedno znova iste minerale iz zemlje: magnezij, cink, selen, kalij. In če zemlji ne vrnemo tega, kar smo ji vzeli, tla postanejo prazna. Na prvi pogled je pridelek še vedno lep. Paradižnik je rdeč, solata je velika in koruza visoka. Ampak kaj se dogaja znotraj? Hrana pogosto nima več toliko hranil, kot bi jih morala imeti. Danes smo govorili o realnosti osiromašenih tal. Zakaj se to dogaja? Kaj to pravzaprav pomeni za naše zdravje? In zakaj strokovnjaki, kot je Anton Komat, opozarjajo, da brez živih tal ne more biti zdrave hrane? Je v tem trikotniku naj bo kmet zdravnik, naj bo zdravnik učitelj in naj bo učitelj kmet. Naj bo kmet zdravnik pomeni realizacijo Hipokratevega načela, naj bo hrana tvoje zdravilo. Tako. Kmet zdravnik. Naj bo zdravnik učitelj je drugo Hipokratovo načelo, bolje preprečevati kot zdraviti. Torej, da je zdravnik uči, kako živeti, da ne bomo zboleli. Ne pa, če je pod vplivom megalomanske farmacevtske veleindustrije, ki temelji na koncentraciji dobička na bolnih ljudeh. Farmacija ne temelji na zdravih, na bolnih. Torej, zdrav človek je za farmacevtsko industrijo čista zguba. Tako, kot je umke je mrtev. Ne? Naj bo učitelj kmet, pomeni pa, da bi mogli v šolskem sistemu upeljati absolutno kot nujnost praktična znanja, kako preživeti v spremenjenih okoliščinah. Torej, nažalost imamo pa tako, da se v šolah danes se favorizirajo piflari, kajti koncentrira se samo tisto, kar je že znano, torej gre za absorpcijo obstoječih znanj, ne pa za produkcijo novih znanj, razcveta, bi rekel temu, domišljije pa ustvarjalnosti otrok. Gre po tolažbo v hladilnike pa poln industrijske zastrupljene hrane. Ta hrana je mrtva. Tako je mrtva, kot so tisti objekti v, bi rekel temu, muzeju voščenih figur Madame Tussauds, v Londonu. Ne. Torej, ta hrana je mrtva, nobenega življenja. Ne. Življenje ima lahko samo sezonska, živa, lokalno pridelana hrana. Ne. Na tem temeljimo. Ne. Ko vedno znova gojimo isto rastlino na istem zemljišču, se zgodi tako imenovana monokultura. Naprimer, več let zapored na istem polju raste koruza in pšenica. Rastlina vsako leto črpa predvsem ista hranila. Če raste koruza, vedno znova jemlje veliko dušika, fosforja in pa drugih mineralov, če raste pšenica, pa potrebuje drugačen nabor. Toda zemlja ni neskončen vir. Če teh mineralov ne vračamo nazaj v tla, jih je iz leta v leto manj. In po nekaj sezonah zemlja ni več rodovitna, čeprav je videti enake. Še večji problem pa je, da ne izgubljamo samo mineralov, izgubljamo življenje v tleh. V zdravi zemlji namreč živijo milijarde mikroorganizmov, bakterije, glive, deževniki in drugi organizmi. In prav oni ustvarjajo humus, pomagajo rastlinam dobiti hranila in skrbijo, da zemlja diha. Ko uporabljamo vedno iste rastline, preveč umetnih gnojil ali škropiv, se to življenje začne zmanjševati. Manj mikrobiomov, manj gliv in manj rodovitnosti. In potem nastane začaran krog. Tla so prazna, rastlina je revnejša, hrana vsebuje manj hranil in naše telo dobi manj, kot potrebuje. Zato danes veliko ljudi občuti manj energije, kljub številu in količini hrane, ki jo poje, več utrujenosti, pa slabšo odpornost, torej imunski sistem oslabljen, pa več težav s prebavo, čeprav imajo občutek, da jedo dovolj. Kot opozarja Anton Komat, ne moremo biti zdravi, če hrana raste v bolni zemlji. In tukaj je še ena pomembna stvar. Tako kot tla potrebuje svoje mikroorganizme, jih potrebuje tudi naše telo. Naš črevesni mikrobiom je odvisen od kakovosti hrane, ki jo zares jemo. Ali je to mogoče celo rešilna bilka, glede na to, da smo na pragu nekih pestrih, neugodnih dogajanj na področju dostopnosti do prehrane? Ja. Prvič je to največja učilnica narave, je lahko vrt, ki je pri roki. Ne. Torej, jaz vedno pravim tudi, ko imam stika z otroki, pa v šolah, pravim, da recimo gost, primer, ne, a pa vrt. A pa v tem primeru recimo gost. Imamo vse rešitve, narava je naredila vse rešitve, vse je lokalizirano, vse je na sončni pogon, nobenih odpadkov ni, vse se reciklira, torej vse rešitve so.
Mi rabimo zdaj razcvet domišljije in ustvarjalnosti tega inženirskega duha, da te rešitve prenese v človeško družbo. In zdaj, Nikola Tesla je v bistvu z opazovanjem delal. Opazovanje je ključ. In zato je eno temeljnih poslanstv našega društva, mi se imenujemo pač pod staro češnjo, ker to drevo je resnično staro preko 200 let in smo ga zavarovali, da ne bi kdo dobil kakšne skomine po lesu. Ker to se dogaja? To se dogaja, kriminal se dogaja po celi Sloveniji, padajo stara drevesa. Ne vem, kako to dopustimo, ta škandalozno vedenje. No, skratka, delo z otroki pomeni ravno to, da se mi omogoči nazaj stik z zemljo, kajti tisto, kar nekdo začuti, pa če so otroci držali v rokah deževnike, nihče ni rekel, fuj, kakšne gliste, sluzaste, božali so deževnike, bili so navdušeni, ker so se jim zvijali po dlaneh in potem se jih lepo nežno položili nazaj v zemljo. To je ta odnos. To je vprašanje nekega velikega paradoksa. Na prvi pogled je čudno, da po eni strani umirajo od lakote, po drugi strani pa od debelosti. To je ta velika asimetrija sodobnega sveta. Temu bi rekel, da sodobni človek je razpet med dve možnosti, ali umre ob prazni skledi od lakote ali pa ob polni skledi od prenažrtosti oziroma od konzumacije hrane, ki je polna kemikalij in nevarnih snovi. Ta asimetrija je posledica velikoserijske proizvodnje v kmetijstvu, torej tiste napake, ki je bila narejena že v času industrijske revolucije, ko je Zahod začel velikoserijsko proizvodnjo tehnične robe, ki se je danes izrodila v tehnično kramo za enkratno rabo, ki se več ne servisira, pa vzdržuje, ampak se kopičijo gore odpadkov iz tega. Ampak pri hrani pa tako, torej koncept fabrike, tovarne, velikoserijske proizvodnje so nekritično prenesli na nivo. Ampak niva ni zaprt sistem, kot je neka tovarna, ki je pod nadzorom inženirskih duhov ali pa inženirskih znanj, kjer je pod kontrolo input in output, kjer je sistem zaprt, kjer je tudi vse kontrolirano, ampak niva je stik z naravo, z odprto naravo, s klimo, z pedologijo, z življenjem in tukaj je ta naivni koncept velikoserijske proizvodnje trčil ob naravo. Torej v naravi nimate monokultur, bi temu rekel koruze do obzorja. V naravi imate na enem aru, recimo pestrega travnika, 50-60 vrst rastlin. Biodiverziteta. To je izjemno in narava podpira to pestrost. Mi smo šli pa na monokulture, ampak gledajte, monokultura je v bistvu še druga velika napaka, namreč, ker tega v naravi ni, mi moramo monokulturo vzdrževati z vložki energije, ki je pač pretvorjena v tem primeru v strupe. Torej, monokultura nudi neskončno hrane za tisto škodljivo zadevo, nekaj škodljivca, pa neko bolezen, pa nekega parazita, ki bi sicer v razpršeni biodiverziteti iskal otočke hrane in s tem tudi tvegel, da je pojeden. Tukaj, če ima pa monokulturo do obzorja, je pa neskončno obilje hrane in tudi razmnoževalni potencial teh bitij pole eksplodira in zato rabimo kemijo. Tudi posledica tega je tudi eksplozivni potencial razmnoževanja človeštva, ki je točno, če gledamo korelacijo, porast populacije na globalni ravni je točno analogen porasti porabe kemičnih gnojil. Torej vidimo, da je poraba kemičnih gnojil ni zato, da bo reševala lakoto, ampak nam je povzročila lakota. Torej industrijsko kmetijstvo je povzročitelj svetovne lakote. In zato se danes pojavlja vprašanje, ki ga enostavno ne moremo več ignorirati. Od kod naj človek dobi hranila, če jih niti v zemlji ni več? Odgovor ni preprost, ni ene tablete, ni ene čudežne rešitve. Začeti moramo pri izvoru, pri zemlji, podpirati kmete, ki skrbijo za tla, izbirati bolj raznoliko hrano, jesti sezonsko in razumeti, da zdrava hrana ne nastane v tovarnah, ampak v živih, bogatih tleh. Ker ko zemlja izgubi življenje, ga počasi izgubljamo tudi mi. Ampak dobra novica je, da se tla lahko obnovijo in z njim tudi kakovost hrane. Ampak, če začnemo danes.